ko mi greste seveda na posamezne posevke, ali so to poljščine, ali so sadovnjaki, ali so vinogradi, seveda se tudi morate odločiti, kako z škropljenjem oziroma kako peljati vaše mašno rastlin. In bi lahko rekli, da se pri nekaterih seveda škodljivci bolezni, da se v bistvu zelo točkovno pojavljajo in se kasneje tudi širijo. Na primer žitni strgač se v bistvu zelo točkovno na neki lokaciji pojavlja in bi bilo zelo dobrodošlo, če bi lahko to že na primer s kakimi, kako bi rekla, daljinskimi zadevami to zaznali, da ne rabimo vedno iti tja pogledati pa okoli cele njive, torej da bi vedeli, ne vem, zdaj v današnjem času bi bilo najboljše, da bi vedno imeli kakve drone za pregled predvsem večjih posevkov, da bi potem tudi lahko se v bistvu zaznali, da imamo določene probleme in se s tem tudi senzorji. Zdaj Kmetijski inštitut seveda razvija te določene senzorje za daljinsko zaznavanje, ali so to kakšne te v bistvu različne kamere, torej ali termalne ali multispektrske, različne barvne zadeve, da nam lahko v bistvu se tudi odloči oziroma nam dajo podatek, kak se zadeve, Torej, tu imamo en primer te elektronske feromonske vrbe, katero lahko nadaljavo spremljamo potem pojav škodljivcev, pač tistih škodljivcev, za katere imamo pač nameščen feromon. V tem primeru gre za ta prebil napravo, ki vidite tukaj, ki je lepo omenjeno dol, ki je tudi postavljeno, žuro lahko tudi pojavimo, če bo možno stopnarstvo teh prostorih, tudi trpi potem poljedelstvo, spremljanje koruzne lešča, tudi koruznega hrošča, pač za tiste škodljivce, katere so na voljo feromoni za privabljanje teh škodljivcev, da se lahko beleži v novi. Predvsem dosti teh feromonov je na voljo v sadjarstvu in pa vinogradništvu, kjer se da spremljati, lahko potem, kot vidite tu primer, spremljate dvakrat na dan, nastavljena naprava in nam spremlja beleži ulove. V tem primeru pač koruzna lešča, to je zato pač sadovnjak. Tu nam potem ta naprava označi v tem primeru koruzno leščo, metulje. Seveda tudi lahko so težave, če se pač ti metulji ne letijo tako pač zna, da so lepo prepoznavni, pač skokom letne v času pač zelo lahko manj zabeleženi, tako da tudi ni slabo, da sami pregledamo potem te slike skozi sproti. Zdaj pri teh metuljih, ki so manjši, kot so na primer jabolčni zavijač, breskvi zavijač, potem pa robižni pomol in podobne. Tam pa tudi dosti krat lahko se zgodi, da se, če so veliki ulovi, da se prekrivajo metuljčki zaradi pač prezadosti na enem mestu in pač ni glih merodajno tisto, kar nam naprava označi. Tako da nekje v tem primeru, ko so večji, ko so metulji, bolje to natančno. Ta omogoča v bistvu, ker bomo pozneje se gledali tudi v živo na internetu, omogoča pogled nekaterih teh škodljivih organizmov, predvsem karantenskih, ki se jih spremlja v okviru Uprave za varno hrano in pa na nivoju Evropske unije. In tam tudi lahko potem najdemo, ker je to prosto dostopno, javno, najdemo za večino teh karantenskih škodljivih organizmov tudi lahko potem na kartah same točke, kjer je bil že škodljivi organizem najden, oziroma če gre za primer pač trstne rumenice, kjer so označena okužena območja, razmejitvena območja in podobno, lahko na kartah potem vidimo, če naš vinograd spada v okuženo območje ali spada v razmejitveno. Možnost dostopa do nekaterih modelov za spremljanje posameznih škodljivcev in pa nekaterih tudi bolezni. Zdaj na tem portalu, agrometeorološkem portalu Slovenije oziroma Agrometo,
lahko zaenkrat gledate, je na voljo v bistvu model za napoved okužb jabolčnim škrupom. Nekaj let že potem tudi model za spremljanje pojava jabolčnega zavjača in pa dve leti tudi že aktivni model za spremljanje pojava ameriškega škežatka. Zdaj tudi ta portal se sproti nadgrajuje in bojo v prihodnosti še prišli zraven tudi kakšni drugi modeli, tudi mogoče kakšni iz poljedelstva, naprimer model za pojav potoskov. Avtomatski sklop danes, katerega želim predstaviti, se to nanaša na neke senzorske merilne sisteme, s pomočjo katerih mi lahko določimo lahko automatiziramo neke procese v testu. Jaz sem drugače specialist za precizno zegarništvo. Razvili en prototip v tem projektu. Prototip se nanaša na oziroma automatizirano škrobilne grozdje v trajnih nasadih v Novradu. Škrobilna grozdja, to je voda pomešana z FFS-em. Bom še pa tudi malo na koncu podaril en pametni škropilnico, ki že vidim škropilnico predal, proizvajalca Damana. Drugač pa podjetje Artifakt je tudi razvijal en sistem, moderni sistem. Zdaj sistem že predstavljam 3 leta, pa tudi na vsakih predavanjih, kako sistem deluje. Pa res je učinkovit sistem, res tega sistema še v Sloveniji ne uporabljamo. Mi smo začeli tale sistem, ko ga že v Sloveniji uporabljali, druge države uporabljati 3 leta, sedaj v trajnih nasadih. Pač pomagamo in delamo razne karte, merjenja, škropljenja, setov in podobno. Zdaj, katera karta oziroma kateri spektri, zakaj primerno še potekajo kar intenzivne raziskave. Zadnjih sem bilo čisto preprosto te NDVI karte, ker so primerne za merjenje. Zdaj pri škropljenju so malo drugačne karte. Dejansko rastlina, ki je v stresu oziroma lahko je to zaradi suše, pomanjkanja vode ali pa preveč vode zaradi vlage ali pa zaradi bolezni se odzove z zapiranjem listnih rež, z nastavljanjem novih listov in podobno z nekim cilom. Da vsak ta določen spektru lahko vidimo, ali je rastlina v stresu ali ne. In to nam potem poda neko odločitev, kaj bomo naredili. Tada sama karta ti še sama po sebi nič ne ve, ni moš poznati zadnje. Oziroma, ali ta računalniški program je v zadnje neka algoritem, kjer ti predlaga neke rešitve, ali pa če poznaš sam, kaj se dogaja, najboljša je vedno kombinacija. Gledaš satelitsko sliko in še greš dejansko na teren preveriti, kaj se je tam zgodilo. Je to zaradi vode, ali je zaradi suše, ali je zaradi bolezni, ali je zaradi škodljivcev pogoda na listnih površinah. Ti se potem na podlagi tega odločiš in narediš nekaj karte. Ali za gnojenje, škropljenje ali posebno. Optična slika, ki je sicer satelitska, ampak se relativno dobro vidi. Zdaj za večja območja je to kar primerno, za manjše območje, več pa tam manjše od hektarja je že malo težje, ker se ne vidijo več te razlike. Obstajajo podjetja, ker te preprosto dostopne podatki so tu med 5 pa 15 in 25 metrov več ločljivosti. Boljše satelitni privatne firme, ki delajo na 30 cm ločljivosti, tam pa lahko rešeno 10 arske površine, počnejo zelo slike. Slike so pa druge. Tu vidimo eno rdečen spektr, to že je čaka na rdeči spektr, se ponovadi za določanje stresa na površini. Se točno vidi, ki so ti višji, ali pa nižji. Dejansko se dobro vidijo vse zadeve, kaj se dogaja na njih. Tisto vidijo, nekaj podlogih, voda zastaja. Pač moraš gledati, kaj se dogaja v njivi. Zdaj, če svoje njive poznaš, ima taka satelitska slika dokaj dobro. Zdaj, če pa njivo prvič vidiš, pa ne veš, kaj pomeni. Lahko je to zaradi vode, lahko je zaradi suše, lahko je zaradi napada škodljivca, lahko je to neka bolezen. Ne vem, moraš poznati njivo. Program
Prosim vas lepo za komentar današnjemu dnevu, ko smo organizirali javno naročilo digitalizacije na kmetijah, varstvo rastlin. Na samem predavanju je bilo veliko novih informacij, kar se tiče strojnih mehanizacij za precizno kmetijstvo, digitalizacijo. Predvsem sem zvedel veliko uporabnih novih informacij, ki jih lahko uporabim na svoji kmetiji. Na kmetiji tu v Verjanah smo pa tudi videli ogromno neke velike mehanizacije, ki je v večini doma tudi ne vidimo. Hvala.